Ja, by the way, isto sem oblečena kot v videu na mojem starem kanalu KRN, kjer sem objavila video o mojem sketchbooku, tudi da pejte si to pogledat, če me to še ne zanima. Ampak danes začnemo z eno novo temo. Prvo pa... Nekateri me že poznate, moje ime je Kaja Solo, če pa me še ne poznate, se pa naročite. Danes sem full tek neki energized, pa sploh nisem kave pila, which is good, ker ful veliko dobrih stvari se je začelo dogajati. Ampak vam še ne smem povedati, lahko vam pogovorim o stvarih, ki so bile slabe in so se dogajale lani. Ja, so much fun. Tule imam napisano ene par stvari. Če ste spremljali moj star kanal, predno sem tako vse dol zbrisala, sem dala lani en video gor, ko sem bila na enem posebnem potovanju. In naj to malo zdaj razložim. Jaz ful rada letim z letalom. In enkrat mi je mama na mail poslala, da Ryanair išče stevardese. In jaz sem bila tako, wow, perfect. Lahko potuješ, lahko si skos na letalo. In that's gonna be for me. In ja, itak, da sem se prijavila, zdaj pa... najboljš, da jaz kar razložim vse tole skupaj kar po vrsti, ker je ful ogromno stvari. To je bilo v glavnem lani maja in ja, je bil kar oren big deal, zato ker bi se mogla jaz preseliti v bistvu v Nemčijo, v Hahn. Vsaj za 6 tednov, zato ker prvo ti dajo 6 tednov si na training kursu, oziroma na nekom pač na treningu, whatever. In ja, morate itak vsega naučiti, ampak ti veliko stvari ne povejo. V glavnem, jaz sem šla na razgovor in itak je vse šlo cool. Nobenih problemov nisem imela z angleščino, s prejšnjimi šihti, pač vse je bilo cool, res sem jim bila kao všeč. So ja, jaz sem dobila, ne vem, kar nekaj časa kasneje, ker mislim, da sem šla na razgovor tek aprila. V glavnem, pa sem dobila pa odgovor, ja, da sem sprejeta. Dan preden bi mogla iti. Ženska me je poklicala, ker itak, da so imeli mojo telefonsko in me je poklicala in mi je rekla, ja, jutro lahko greš v Italijo, v Italiji je nov tale training course, imajo nove stvari in bo full cool, tega ne smeš zamuditi, moraš iti, aha. In jaz sem tek, ja, ampak ne morem kar jutri iti. Nekako ne moreš kar tek se preseliti v enem dnevu, ne moreš se pač odseliti od doma v enem dnevu. V glavnem, ja. In sem jim povedala, da pač to ne bo šlo, da naslednjič, če lahko, in itak je ona ženska nekaj komplicirala prvo, ampak na koncu so mi rekli, v redu je. In so me poklicali še enkrat, kar je bilo v redu, so me poslali v Hahn, to je v Nemčiji, to je zraven Frankfurta. Kao frankfurtsko letališče, ampak to je tako, da bi bil, ne vem, letališče v Velenju, ljubljansko letališče. Zelo davče, v glavnem. Poslali so mi karto, kao so mi jo oni plačali, ampak mi jo v bistvu niso, ker v bistvu ti, ko greš na ta trening, moraš ti plačati 3000 evrov, kar, če še ne veste, je veliko. In v bistvu ta karta je v bistvu bila v tej ceni, ki jo kao na koncu plačaš. Na koncu, ko že narediš, jaz nisem prišla do tja. Poslali so me iz Trevisa, iz Italije in sem pa prišla tam v Nemčijo in tam me je čakala ena gospa, ki me je pol peljala v hotel, kar je bilo v bistvu ok, ampak en problem je, da jaz sem pristala ob, ne vem, ob določeni uri in jaz pridem tja, kamor si mu napisali, da se bomo dobili in itak tam ni bilo nobenega. Ja, ker so zamudili. Tako da ja, pač tam sem se dobila z eno gospo in z enim gospodom, ko mi je pač v bistvu tudi razložil, ne vem, v ponedeljek moraš priti tja pa tja, da se začne in bla bla bla, nič drugega mi niso razložili. V bistvu ta gospa me je pa peljala v mesto, ki sploh ni bilo tako davče, me je peljala tudi do svojega hotela, kjer sem pač jaz tudi imela sobo in mi je vse razkazala in mi je rekla pač, da sem v sobi, sem zaenkrat še sama, razen če pride slučajno še naslednji dan kdo, ampak pa na koncu noben ni prišel in v bistvu sem tudi ugotovila, da načeloma bi bila 6 tednov sama v sobi, tako da pač that's cool, you know, ampak vseeno je bila kao soba za 2. In da že prvo mi je bilo čudno, zdaj ker prvo je prišla tja sam ta gospa, ki je v bistvu bila iz hotela in ne dejansko človek, ki bi bil iz krulinka, kar je v bistvu za kruling delaš, preden začneš delati za Ryanair. In pač oni te natrenirajo, oni te vsega naučijo, preden lahko ti greš, preden ti začneš dejansko delati kot stevardesa in te vzamejo Ryanair. Sicer Ryanair te pol vzameš le po 2 letih, se mi zdi, ampak nisem ziher, ker nisem nikoli prišla teh davčev, ampak to so mi saj rekli. Prva leta delala za kruling, ne za Ryanair, ampak vseeno delaš za Ryanair. Does that make sense?
To me it did, but now it doesn't, tako da. Ok, potem sem prišla v hotel, za katerega sem plačala, mislim, 700 evrov. Kao 700 evrov za teh 6 tednov, ko bi jaz bila tam. Zdaj pa pridemo do tistih stvari, ko se je začelo komplicirati. V glavnem, jaz sem bila 2 dni sem bila sama tam, itak. Ne vem, dejansko nisem nobenega srečala niti na ulici, da bi se, ne vem, da bi kdo prišel do mene, pa da bi se pogovarjali, pa recimo na hodniku, da bi kogarkoli srečala, pač absolutno nobenega. Ne vem, a sem v soboto ali da sem šla sama, sem šla po kosilo v trgovino in ta trgovina je bila literally ages stran, ker ta Han je zelo malo mesta in ti moraš iti čez neko polje in čez neko cesto in ob neki glavni cesti hodiš in je absolutno grozno, če nimaš bicikla ali pa vsaj neki. Not fun. Teda sem šla v trgovino in sem se nakupila, načeloma tudi bankomata niso imeli v celem mestu, tako da me je mogla gospa tista pelati do bankomata, da sem ji lahko sploh plačala hotel in pol je prišel ponedeljek, ko sem jaz mogla iti tja do baze in prvo vam naj povem, da ta baza je itak čist rasuta, pač. Tam sem v bistvu hodila z enimi puncami, tako da sem v bistvu približno vedela, kam grem in sem jim pač sledila in sem prišla tja in smo mi šli lepo v razred in z eno sem se takoj v bistvu začela pogovarjati, bila je z Poljske in nekako smo se v bistvu končno začeli pogovarjati. Ampak ni bilo zdaj to neki ful. In takoj, ko smo prišli tja, so nam povedali, da v bistvu prišlo je do nekih komplikacij. Ful nam je žal, nekaj bomo mogli spremeniti in prvo, kar so mi povedali, je to, da so spremenili mojo bazo. Ker v bistvu, ko sem jaz dobila mail, da moram iti tja, so oni meni napisali, da ko bo 6 tednov poteklo, v bistvu, ko bom jaz imela tisti izpita, whatever, da bom jaz šla v Berlin in da bo Berlin moja baza. In oni tam pridejo in rečejo, ja, prišlo je do problemov, vse vas bomo premešali. Kaja, tvoja baza je Han. Ta Han je to malo mesto, kjer smo bili. Zelo nenadušena, zdaj ker pač jaz prihajam z ful malega mesta in sem se ful veselila, da sem končno preselila v Berlin, ki je pač ogromno mesto in jaz sem si to ful želela. In dejstvo, da bi jaz ostala v Hanu, me takoj... I don't wanna do this anymore. What the fuck? Tudi če bi bilo pač... What? Če bi bilo 6 tednov mi nekaj zdržala, ampak teda bi pa ostala tam? No freaking way, no thank you. No, gledam in oni ima pol meni začnejo razlagati, kao vse je treba zdaj spremeniti, zato ker so pač te komplikacije. Prvo kot prvo sploh niso bile komplikacije, oni so nas sam pač malo premešali. V bistvu bi pač čistka mod bi lahko jaz imela Berlin. I don't know what they were thinking, ker še vedno je folk imel Berlin, sam pač tisti, ko so imeli prej nekaj drugega, so zdaj imeli Berlin, pa jaz, ko sem imela prej Berlin, sem imela zdaj nekaj drugega. You know what I mean? Pač čist brez veze je bilo. V glavnem oni meni začnejo razlagati, da sicer v Berlinu bi lahko imela angleške papirje in da pač moji prevodi, da so angleški bili v redu. V Sloveniji sem si zrihtala prevode nekje za, koliko je bilo, za 60 evrov za 4 strani, pač je bilo cool in sem to vse tukaj zrihtala, ampak oni so pa meni takoj rekli, rabimo nemške, pač oni meni povejo ceno za te prevode, kar pa je bilo 50 evrov ena stran. What? 3000 evrov bi jaz mogla njim dati za tale training in pol naj jim dam še 200 evrov za papirje. What? In jaz se jaz se ful hitro razjezim. Sploh taka stvar je mene absolutno takoj me je s tira vrglo. In ona ženska meni začne govoriti, to moraš takoj plačati, to sploh ne gre kasneje, zdajle mu moraš dati denar in jaz poskušam ji dopovedati, da jaz nimam denarja, da nimam 200 evrov zdajle v rokah, da ji dam. Bolj ona meni, pa ne boš tukaj ostala, Okay. In pa mi je rekla, pa smo enkrat prišli do kompromisa, da rabim sam en papir, da mi prevedejo. Da sem dala pa sam 50 evrov, ampak še vseeno sem dala 50 evrov, za eno stran. Pa zdaj vam naj še povem, da tudi folk, ko gre na tele, dejansko sploh ni tak inteligenten. Pač eden izmed pogojev je, da znaš dobro angleško. In oni sploh ne znajo angleško. Bila je ena punca, ko sploh ne vem, kako je sploh prišla tja, zato ker je bila absolutno debil. Ker on tip nam je rekel, ko smo mi dobili papirje, je on nam rekel prvo, s črnim kulijem morate pisati. S črnim, kazal nam ga je črn kuli, see that? Črn. In vsi ja, v redu. In pač prvo, kar je ta ženska naredila, je, da je začela pisati z modrim kulijem. Are you fucking insane? What? V glavnem vzel je papirje in je še enkrat mogla narediti in mislim, da se še enkrat zmotla. In pol smo v bistvu se mogli podpisati s svojim pravim celim imenom, kar tudi piše v našemu pasušu. In ja, vsi smo pač valjda to dojeli. In ženska je napisala svoj nickname.
In itak on ti to vidi, pač ta profesor. Itak se mu je takoj strgalo in on njej poskušal dopovedati, da kar mora napisati je pač identično, kar je v njemu pasušu, tisto, kar je njej pravi ime. In potem je ona njemu poskušala dopovedati, da je nobeden tek ne kliče in da jo vsi kličejo pod njemu vzdevku in je bilo pač kill yourself. Pa recimo tudi ti profesori, ko so tam, pač oni imajo neko pravilo, kao, če si zgoden, si glih prav, če si glih prav, si pozen, če si pozen, pa izpadeš. No in pač oni so vedno zamujali, tako da. To mi je bilo ful smešno. Ampak že itak ta kraj, ta center, zgleda ful shitty, tak pač shithole je. Ne znam drugače povedati. Sred ni česar, sred ene goše, na mapi je takle zgledalo. Moj fater je pa še malo pofotkal in smo to dala gor na Maps in pač te fotke so would you go there? I don't think so. Ful ne zgleda neki legit v glavnem. No in dejansko, če si tak matematično preračunaš. Oni so nam obljubljali, kao da bojo plače od 900 do 1200 evrov. In pa dejansko na koncu, potem, ko je bilo 6 tednov že mimo, sem se jaz pogovarjala s frendico to iz Poljske, ki je končala ta trening, da ona pa je šla v Berlin, ker pač ona je dobila bazo v Berlinu. What? In je imela plačo 1000 evrov, ne 1200, in da je imela dejansko stroške za stanovanje 500 evrov na mesec. So like, how does that add up? Glavnem, ful kar neki. Jaz sem pol že nekako vedela, da nočem tega delati in sem se v bistvu pogovarjala tudi z mamo pa s fotrom. In jaz, ko sem mu rekla, da bi rada pač prišla domov, smo se midva vse dogovorila, da je on prišel po mene in da me je odpeljal domov. Naredila smo si še cel road trip po Nemčiji, tako da bilo res cool. In ko sem prišla domov, sem pač začela spet delati v unit stari kavarni, ker sem bila prej, ampak pač vse je. In ko je on prišel do mene, sem midva šla v bistvu do te šefice tega hotela in sprva se mi je zdela dosti prijazna. In smo je poskušali dopovedati situacijo, da bi pač jaz rada šla domov in rekla smo ji še, da sem jaz nekaj zbolela in da bi rada šla domov. Pač nekaj smo poskušali, da bi nama ona vsaj nekaj denarja vrnala, glede na to, da sem jaz pač že dala 700 evrov za tisti njen hotel, you know. Ampak itak ni, zato ker je pač, sem že vse podpisala, bla 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 in pač tako ni bila sploh več absolutno nič empatije in pač okej. In je dejansko skozi govorila, da zdaj pa nobenega drugega ne bo dobila, da zdaj bo soba prazna naslednjih 6 tednov in da zato rabi 700 evrov teh, ki sem jaz dala. Soba bi itak bila prazna, zato ker nisem imela roommata in pač če bi kdo prišel, bi ga lahko. Itak nobena soba, dejansko, ko sem se pogovarjala s temi iz hotela, nobena ni imela dejansko roommata. No, pa še en malo bolj sketchy thing je, midva smo šla pol na policijo, da smo se mečkem pogovorili o tem, ker itak ženska niti mi ni dala računa, niti ničesar. In na policiji dejansko sploh niso vedeli, kaj je tudi Krulink. Vedeli so, kaj je Ryanair, ampak niso pa niti vedeli, da je tam pač ta center za treninge, kar je pač ta, da vam pokažem na sliki, pač ta je razdalja med letališčem pa med centrom pa med policijsko postajo in oni niso vedeli, da to tam obstaja, so sketchy. In ja, to je bila moja v bistvu pač ta čudna izkušnja z Ryanairom. Vedno ne morem bankrotirati Ryanaira s tem videom, ampak vseeno bi vam rada nekaj pokazala, da pač stevardese tam so full not good. In da vse te sanje, ko jih obljubljajo, da boš, ne vem, da boš imel veliko prijateljev, da boš veliko potoval in da boš imel veliko fraj časa, pač vse je tok false. Zato, ker delajo, ne vem, po 7 dni na teden, po 12 ur, ker mi ta frendica mi zdaj vse pove in don't do it, bros, don't do it. Pač, če je to vaša res želja, pejte vsaj na Emirate, če ste dosti stari, pač na kakve večje. Ryanair je beden. In ja, tako še zadnja stvar, ko sem jo skoraj pozabila povedati, preden ti sploh greš tja, moraš ti njim poslati izpisek svoj bančen, koliko imaš sploh stanje na računu, kar se ne spomnim, da bi bilo neka nuja za pač dobiti šiht, ampak to je nujno, moraš jim poslati točno, koliko imaš denarja, koliko zapravljaš, bla bla bla, samo zato, da oni vejo do centa natančno, koliko ti lahko vzamejo. In ja, that's weird. In ja, pač sej, načeloma, če imate dosti denarja in če se vam ne gre toliko za denar, ampak v bistvu samo za to experience, go ahead, čeprav ne vem, kdo bi to naredil. Pač, kdo bi si plačal, da lahko dobiš šiht? V redu plačaš izpit za avto, ko ga pač imaš in je tvoja stvar in ga rabiš, ne pa za šiht. You know what I mean? It's weird. In ja, v glavnem,
Če hočete biti stevardese, pač pejte na eno drugo firmo, počakajte, da se stare 21 oziroma stari 21 in pejte na kako večjo, ko imajo mečke više standarde. Definitivno ne Ryanair, zato ker pač tukaj sprejmajo ljudi, ki ne vejo razlike med modro in črno. Glavnem, to je bilo vse za današnji video. Se opravičujem, če je bil mečken dolg, pa če sem malo veliko govorila, ampak jaz ful rada govorim, tako da verjetno še več takih videov. Pa sledite mi na mojih socialnih medijih, na mojem Facebooku, na Instagramu in na Snapchatu. Preverite še moj Patreon. Komentar tedna je tokrat tale. Najlepša vam hvala. Ful ste zlati, ful vas imam rada. Se vidimo naslednjič. Čau! The night.